Mnogokrat ste že slišali, kako zelo ključen in bistven je magnezij v našem telesu. Magnezij, ki ga spiramo in kurimo s stresom, s poživili, s pitjem kave, z zdravili in z vsemi zadevami. Ampak v resnici precej rabimo magnezij, saj opravlja več kot 300 encimskih procesov. V naši oddaji ste slišali tudi, da so nekateri načini jemanja magnezija manj uspešni in med te najmanj uspešne načine jemanja magnezija je zagotovo šumeča tableta. Tam notri boste dobili še marsikaj drugega, kar ne želite, in to ni to. In kaj to pomeni? Veliko ljudi, ki ima pomanjkanje magnezija in uživa magnezij v kakšnih tabletah, šumečih tabletah, misli, da ni krivo pomanjkanje magnezija, ker jemljajo magnezij, ampak ta magnezij nimajo nič od njega. No, najbolj zanesljiva oblika, da dobimo magnezij zares v naše telo, je preko nanosa čez kožo. In danes vam bom zaupala 4 načine, kako to lahko naredimo, glede na to, kaj imate doma. Jaz imam tukaj kar luksus, in sicer banjo. Če imate banjo, napolnite seveda vodo in dodate 5-6 tam nekje špric magnezijevega gela, kar se v bistvu zmeša z vodo, in potem greste za 20 minut ali pa pol ure dejansko v banjo. To je sijajno, čudovito in res wow. Če pa banje nimate, pa kaj lahko naredite? Odprete si pore, ali pa tudi ne, super bi bilo, da greste najprej pod vroč tuš, da se pore odpreje. Nanesete magnezijev gel, nekaj špric po različnih delih telesa, po notranjih delih stegen, po notranjih delih rok bo recimo najbolj učinkovito. Počakate 20 minut in potem to sperete. Tretji način je nožna kopel. V en tak ajmerček, levurček, dodate 2 litra, 3 litre vode, v katero dodate 2 šprici magnezijevega gela. Torej samo 2 šprici bo dovolj za noge in potem tudi 10-20 minut, da se dejansko ta magnezij prenese v vaše telo. Potem pa obstaja še en način, in sicer, če imate svoje telo tako radi in si lahko privoščite kdaj kakšno masažo, potem vzemite s sabo magnezijev gel. Magnezijev gel dajte maserju, da vam ga utre v hrbet oziroma tam, kjer vas bo masiral. In boste videli, kako super se bodo sprostile mišice, tudi maserji, nekateri imajo že sami magnezijev gel tam, zaradi tega, ker lažje masirajo, imajo lažje delo, mišica se veliko hitreje dejansko sprosti. Potem pa je še en drug način uporabe magnezijevega gela, in sicer je pa ta nujen način, takrat, kadar vas zagrabi krč. Tako se je dogajalo ali pa se še vedno kdaj zgodi pri mojem očetu, in takrat enostavno hitro imaš na nočni omarici, če je to po noči, hitro naneseš in že v roku nekaj minut bodo krči popustili. Če se pojavljajo krči ali pa trzanje vek ali pa velika utrujenost, je to že v osnovi znak, da magnezija res močno primanjkuje. Obstaja pa še en drug način, če hodite v savno, na koncu savnanja dejansko si lahko nanesete magnezijev gel, počakate 15-20 minut, da spijete majčkeno vode, čaj in potem greste pod tuš. Torej, veliko je načinov in to je najbolj zanesljiv način, da magnezij pride v vaše telo. Bi vas pa opozorila še nekaj. Tale trenutek, če bi meni pomanjkovalo magnezija, bi me že začelo malo pikati, presketati po koži. In to ne pomeni, da sem na to alergična, ampak samo pomeni, da magnezij pronica notri v organizem, da ga srka zaradi tega, ker ga tako zelo primanjkuje. Torej, to ni alergija, ampak dejansko ga toliko primanjkuje. Več o magnezijevem gelu in magnezijevih kopelih, terapijah, takih in drugačnih, ki jih lahko naredite sami v udobju svojega doma, najdete na klepetobkavi.si.